7. zjutraj zbrali v Ljubljani, kjer smo prevzeli opremo in se nato odpeljali v vojašnico Bohinjska Bela, kjer smo se preoblekli v uniforme in nato smo se naučili nekaj osnov postrojitvenih pravil. Sicer, kakor bo lahko veliko snega, pa veliko teh zimskih aktivnosti, pa sploh pa druženje. Ja, pa veliko dobre družbe, pa da smo imeli fajn, pa uživali na polno. Po večerji pa je sledilo pospravljanje sob, pomivanje hodnikov in kopalnic. Še pred tem pa smo se naučili pravilno postiljanje postelj. 46, ja. Potem smo dobili navodila za pohod, orientacijski pohod. Razdelili smo se po 3 skupinah in po vsaki skupini je bilo 10 minut razmaka. Med pohodom smo gledali v karto. V torek smo imeli premik iz vojašnice na vojaško vrtišče Mačkovec, ker smo izvajali ofenzivni in defenzivni spust, postavljanje bivakov, maskiranje in tako dalje, plazenje. Ko gremo skozi cel program, kjer jim predstavimo in jih delno usposobimo iz individualnih vojaških veščin, katerih namen je po eni strani, da promoviramo poklic vojaka oziroma zaposlitev v Slovenski vojski, po drugi strani pa, da jih navdušimo za nadaljnje sodelovanje z Slovensko vojsko. V sredo smo šli na Pokljuko, kjer smo izvajali patruljni tek s smučmi, izdelava igluja, hoja s krplji in pa iskanje ponesrečenca v plazu. Kože so... Na konc imate tak. In na koncu kaj? Poteči. Zgor. Zaščit obe nogi. Tu je torej korak pohod. In do drugega in ide. Pač isto. Daj do prvič. Udeležilo se jih je 55 udeležencev iz zahodnega dela Slovenije. 3 so žal mogli tabor zapustiti zaradi bolezenskih razlogov. Trenutno gostimo 19 deklet in pa 33 fantov.
Na idejo smo prišli skupaj z Ministrstvom za obrambo, da mladim pokažemo, predstavimo poklic vojaka in da jih vzpodbudimo za nadaljne sodelovanje z Slovensko vojsko. Tole, če vidim, so strane slinje. Danes v četrtek smo pa spet na Pokljuki, ker bomo imeli tekmovanje v streljanju in patrulnem teku. Ko dal v ta položaj, da je zaklepite zadnjemu. Lepo poravnan, da dobiš to sliko. Za tabor sem se odločila prek mame, ker mi je ona tudi predstavila ta tabor, ker dela v vojski. Zelo mi je všeč poklic vojaka, kar tudi razmišljam, da bi šla po srednji šoli kot poklicni vojak. Tukaj na taboru mi je zelo všeč, veliko novih stvari sem se naučila in vsak dan delamo nekaj čisto drugega in meni je zelo v redu. Ta tabor bi tudi priporočala vsem mladim, zaradi tega, ker je to zelo dobra izkušnja. Tudi če te ne zanima v bistvu poklic vojaka, je zelo dobro, da vsaj enkrat v življenju to sprobaš. Glede telefonov jih lahko uporabljamo, ampak jaz jih samo, ko me mami kliče. Uporabljamo jih zelo malo, ker se bolj z drugimi družimo, pa spoznavamo nove prijatelje. Pridite na zimski vojaški tabor, da se zdržati tudi brez telefona. So razne aktivnosti, voditelji zelo lepo skrbijo za naš zdravje. Lepo se izobražujemo v raznih preživetvenih, pa tudi takih vojaških veščinah. Nasploh je tudi super družba, da se brez telefona zdržati več kot en teden pri taki družbi. Letos sem se udeležil zimskega kampa v Bohinjski Beli. Lani sem bil v Vipavi, na poletnem in mi je bilo zelo všeč, zato sem se odločil, da probam še zimskega. In danes sem tukaj, smo 4. dan tabora. Smo na Pokljuki, imamo probno streljanje z malo kalibrsko. S svojim rezultatom 5 strelov sem zelo zadovoljen, sem zadel vse strele. Kamp priporočam tudi drugim osebam, svojim prijateljem, nasplošno vsem dijakom, ki se želijo preizkušati svoji vzdržljivosti. 4 od 10. Super, bravo. Ta prvič sem 3, ta drugič pa 2. Za svojim nastopom sem zelo zadovoljen. Dobro, strelsko se da malo popraviti, tekaško sem kar dober. Zimski tabor je zakon!